Kakšen je vtis po tej tekmi, bi lahko rekli ponovno vse po starem, spet vaše priložnosti na začetku, potem pa nasprotna ekipa boljši tekmec? Se strinjam. Jaz bi v tem trenutku vsem fantom čestito za zelo dober začetek tekme. Spet smo prišli v 2-3 situacije za gol. Bom rekel, nismo zadeli, na drugi strani pa ekipa Maribora praktično vsako najmanjšo napako kaznuje, zato tudi verjetno je tam, ko je. Mi pa pač, bom rekel, se še naprej borimo z Krko in dejansko jaz upam, da se bomo čim prej spočili, to tekmo probali čim prej pozabiti in na naslednjih tekmah poskušati spet trend obrniti v pozitivno smer. Ste novinec na klopi, ampak kljub vsemu zakaj toliko zgrešenih priložnosti serijsko? V tem trenutku je tako tole težko reči. Absolutno je verjetno tekom cele sezone v fantih prisoten nek strah. Mi sicer poskušamo na treningi zadeve odpravljati, ampak v tako kratkem času se ne da. Gre pa predvsem, bom rekel, za individualno stvar vsakega posameznika, tako da je, bom rekel, za nas zelo težko. Če žoga noče v gol, če smo nespretni pred golom, dejansko tekme ne može dobiti. Kaj skrbi boj za obstanek? Mi, tako kot sem rekel, že na prvi tekmi gremo tekmo po tekmu, ne obremenjujemo se z nasprotniki, z razporedom, vsako tekmo gremo na zmago, poskušamo napake odpravljati, kaj bo pa to na koncu prineslo, bomo pa videli. Torej, kakšen je vtis po takšni tekmi, ko lahko rečemo že videno? Pa vtis sigurno ni dober, pač vsak poraz je težko sprejeti. Mislim, da smo imeli prvih 15 minut spet 3 lepe šanse. Mislim, da smo šli celo 2-krat 1-1 s Handanovićem, eno prečko zadeli in normalno, če ne izkoristiš, ekipa kot je Maribor te takoj kaznuje, tako da škoda je teh priložnosti. Rdeča nit teh pogovorov, ne samo na tej tekmi, tudi na preteklih je, zakaj se vam to dogaja serijsko? Ja, se strinjam, pač vedno začnemo odlično, pač ne izkoristimo in to nas kaznuje. Zdaj, zakaj se to dogaja? Pač enostavno nismo verjetno skoncentrirani v zaključku in to bo treba čim prej popraviti. Čakajo nas še 3 tekme pomembne, sploh v sredo proti Krki, iti po zmago in bomo videli. Je krivo tudi breme boja za obstanek? Mislim, da to se pač celo sezono že govori obstanek. Mi gledamo gor, mi gledamo, da prehitimo Olimpijo, pač ne da obstanemo v ligi. Kaj nam bo prineslo na koncu, bomo videli, se pravi. Treba je še te 3 tekme iti na polno, probati zmagati in bomo videli, kje bomo končali. Sem pa siguren, da v ligi bomo ostali. Bi lahko te vaše zmagi rekli tako rekoč rutinska zmaga? Ne bi rekel, da je rutinska bila ena izgarana tekma. Bom rekel, z naše strani smo mogli dosti truda vložiti, da smo tekmo zmagali. Če vemo, da je nasprotnik prvi 15 minut, bom rekel, iz naših individualne nepripravljenosti prišel do teh 2 priložnosti. Enostavno po prvem zadetku pa je bilo potem, ko smo postavili stvari na svoje mesto, bom rekel, imeli igro tako rekoč pod kontrolo, ampak s tem, da je bila zmaga lahka, se ne morem strinjati, je pa bila zaslužena. Kaj je pa bilo narobe na začetku, da so Celjani bili na pragu zadetka? Ja, narobe je bilo to, da smo malo, bom rekel, ležerno šli v tekmo, malo smo postavitev spremenili, enostavno, kar se tega tiče, bom rekel, je ena dobra šola, da se tekma začne tako na začetku, ne pa po 15 minutah. Enostavno danes smo se, bom rekel, prišli tukaj ven kot zmagovalci, ampak v vsakem primeru mislim, da je bilo to ena manjša slabost, katero se zavedamo in smo jo potem do konca to dokaj dobro popravili in potem prišli do tega, kar smo si želeli. Samo še drobec vas loči od novega naslova državnega prvaka, morda že razmišljate tudi proti finalu pokala? Ne, ker naslednja tekma je v torek proti Triglavu. Enostavno gledamo sami nase, ko je čas za druge stvari, za druge tekme gledamo tako daleč, ampak da je pa prehitevali dogodkov pa nikakor. Ko ekipa zmaga 4-0, verjetno ni moč gledati posamezne utrinke tekme, ampak na začetku je bilo malce teže za vas. Zakaj? V prvem polčasu smo nekoliko slabše štartali, dobro, da zato nismo bili kaznovani. Zabili smo gol iz prve prave priložnosti, Celje se je nekoliko odprlo, izkoristili smo vse svoje priložnosti in na koncu tudi zmagali zasluženo. Bi na koncu lahko rekli tej zmagi rutinska? Pa ne bi se reklo. Ne bi rekli po vodu tekmo, ampak na koncu je tako izpadlo. Zasluženo. Ste imeli v drugem polčasu tudi več moči kot domača ekipa?
Pa sigurno. Seveda smo dobro pripravljeni, v drugem polčasu smo dominirali, imeli smo pa se žoge, izkoristili priložnosti, na koncu zmagali povsem zasluženo. Zasluženo pobjedo. Ste na pragu naslova, že mislite tudi na finale pokala ali tekmo po tekmo? Pa sigurno. Seveda gremo tekmo po tekmo, danes smo svoje delo opravili dobro. Videli bomo, kaj bo danes s Koprom, sicer pa imamo že v torek prvo priložnost, da pred domačimi navijači odločimo prvenstvo v svojo korist. To ćemo iskoristiti. Zate osebno morda ena boljših tekem zaradi 2 golov? Pa sigurno u zadnjem. Ja, v zadnjem času igram kar dobro, danes je na 2 gola, tudi na prejšnji tekmi, v dobri sem formi in lahko rečem, da bi želel nadaljevati s tem nizom do konca prvenstva. Utakmicama do kraja prvenstva.